Zdaj pa dajmo res malo pogledati o Martinovem. No. Se mi zdi, da nekako premalo vemo o bistvu tega praznika. Korenine martinovanja naj bi izhajale že iz časa Keltov. Ti so se s praznovanjem ob koncu rodovitnega leta zahvalili bogovom za dobro letino. Sam tu ste čakali, ne, na Martino, da se ga lahko vlivate kot svina, ha? Ne, Marinka, to je zaradi Keltov. Dobra letina. Franciji letos ni bila dobra letina, a? Ste vedeli to? Niste, ne? Pil pa ste, ne, barabe? Kjera nerazgledanost. No, vinogradniki imajo gotovo veliko znanja o tem prazniku, ki je na nek način tudi njihov praznik. Kako pa oni gledajo na to? Jaz bom svoje otroke, če si jih bo le dalo, vpeljal v to zgodbo malega našega Janeza. Že vpeljujem, mislim, stare 2 leta, ampak ga vzamem vse posod sabo, kjer ga lahko da začuti in če bo hotel delati, ga z veseljem podprl. Mislim, to je res, če tega nimaš, red tega ne delam, ampak ko imaš pa enkrat to zgodbo vinarsko red, ti je pa to. Mislim, kdo ne mara alkoholizma, je pa vas tudi ne vem. To je... Jem svoje otroke čim prej vpalil v to je... Že zdaj jih navajam, včasih čokolino naredim s cvičkom. To je tako lepo. Alkoholizem, to je nekaj tako lepega. Hecamo se, seveda, vinogradništvo je resno in trdo delo. Trdo delo pa je seveda tudi za vse, ki praznujejo in pijejo. In kako jim je šlo letos? Ljudje so že ob dopoldanskih urah veselo nazdravljali in plesali na slovensko narodno zabavno glasbo ter uživali v živahnem vzdušju, ki ga je prinesel duh slovenske tradicije. Ja, zato vam ta gospod na sintesajzu zdi, da grozi, ne da poje. Da ne vsega spil, bom jaz prišel po grli zlet. No, smo pa veseli, da je tudi tokrat Martinovu uspelo in smo se ga spet nabili kot zverine, kar ni lahko tudi, ne, konec koncev. Ne zmore vsak. Nam je pa žal, da letos ni šlo čisto vse brez težav. Martinovanje na osnovni šoli, kjer bo mošt blagoslovil gospod župnik. Družba, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, imamo velik problem, bo treba ukrepati. S tole objavo je nekdanja ministrica na družbenem omrežju X sprožila burno debato ter, zavedujoč ali ne, marsikoga tudi prizadela. Kaj se zgražate, če... Ona je morala jeti? Se razume, da bo zdaj nagajala, ne? 13 000 računalnikov v skladišču? Ja. Martinovanja v osnovni šoli? Ne. Ženska ima druge prioritete, ljudje, dragi. Kaj čmo? Ona razmišlja digitalno, vi tega ne veste. Lučke na avtu, mimo pravil, mimo kolone, da. Martinovanje v osnovni šoli? Ne. No, martinovanje je bilo tudi v resnici potem prepovedano. Ja. Kot tolažilne nagrade pa so vsi razočarani udeleženci dobili zastonj laptope. To je pa tudi neki. Sicer brez garancije, pa zdaj so že stari. Tetris bo špilo gor. Kaj še češ? Ja, ne? Tetris. Še javna uprava igra Tetris, zakaj pa ne bi še mi? In med tem, ko smo mi svoje žalosti zapijali in se sklicevali, da to počnemo zaradi Keltov, se spomnite rekvizita, sta imela svoj mesečni sestanek po 8 mesecih, predsednica republike in naš ambasador za poceni tok. Goloba predsednica jezi že celoten mandat. Najprej, ker je v svojem uradu zaposlila nekdanjo notranjo ministrico Tatjano Bobnar, pa tudi zato, ker je povozila njegovo voljo in za guvernerja Banke Slovenije predlagala svojega kandidata Toneta Ropa. No, pa tudi zato, ker je izjavila, da bi moral Golob, če mu KPK dokaže kršitev integritete, odstopiti. To pa kar pojasnim, zakaj imate mesečne sestanke vsakih 8 mesecev. Moralo biti veselo kosilo, a? Očitno se nista toliko naklonjena, kot smo mislili. Ne? Očitno nista toliko kompatibilna, bi lahko rekli.
Ona bi kremenateljc, on bi blitvo pa veganske polpete. Ona hoče predsedniško rezidenco, on hoče na dopust. Ona hoče v Slovenijo pripeljati Xi Jinpinga, on bi pingo sok. Težko je polutiti. Zdaj, karkoli sta se že zmenila, ne bomo nikoli vedeli, ker je bilo delovno kosilo za zaprtimi vrati, vemo pa, da drugega nista zastrupila, ker sta beja še živa. Nekaj je. Pejmo naprej, zanimiva novica pa prihaja iz Amerike. No, za konec pa še skok nazaj čez lužo. V ZDA oblasti prebivalce in to čisto zares svarijo pred pobeglimi laboratorijskimi opicami. Ušle so iz ustanove za vzrejo primatov za medicinske raziskave v zvezni državi Južna Karolina, potem ko je eden od oskrbnikov pustil odprta vrata njihove ograde. Ubežnike pasme Makaki rezus še iščejo, policija pa je prebivalce mesta pozvala, naj se jim nikar ne približujejo. Makaki rezus, to pa poznam. Pa to imamo mi, tle not so. Pridite čim prej. Pridite pa odpeljte. Makaki rezus. No, kot se spomnite, smo se pa prejšnji teden vsi poveselili, da imamo spet Slovenko v Beli hiši in se hudovali, da smo na to dejstvo premalo ponosni. No, župan Sevnice se je hitro angažiral in začel opevati našo prvo damo sveta v bistvu. Izredno veseli in ponosni smo v Sevnici na to, da se Sevničanka, Slovenka vrača v Belo hišo in to je velik dogodek za Sevnico, predvsem pa tudi za Slovenijo. Cesta imamo za Andrejak, mosta nimamo nobenega, imamo pa prvo damo. Na to smo najbolj ponosni in na tem bomo gradili dalje. Mene je najbolj fascinantno pri tem, in to mi je v bistvu res všeč, da se sevniški rešpekt ne konča pri lepih besedah župana. Ker besede človek hiter pozabi. Česa pa hiter ne pozabiš? Dejan, tudi. To ni bilo v scenariju, hvala. Dobre torte. V lokalni slaščičarni so v čast Melani oblikovali torto, ki je postala mednarodno prepoznavna. Želeli smo narediti nekaj posebnega, nekaj lepega, tako kot je ona naredila nekaj lepega za naš kraj, ker ga je naredila prepoznavnega, ne samo naš kraj, tudi Slovenijo v tistem trenutku. Bili smo ponosni, da ji je uspelo, da je postala prva dama Amerike. In zato smo se odzvali tako, kot smo najbolje znali. Naredili smo torto, želeli smo si narediti lepo torto, elegantno torto, tako kot je tudi sama Melania. Oprostite, ko boste imeli vi torto narejeno po vaši podobi, nisem hotel tako reči, nisem rekel, da torta zgleda kot Melania. Hotel sem reči po vašem slovesu. Pa smo pa naprej pogovarjali. Zdaj, mi smo kontaktirali eno ljubljanskih slaščičarn in jih prosili, oziroma to naši pisci, da naredijo torto v mojo čast. Tako imenovano Godlerjevo torto. Da gre za presenečenje, jaz tega še nisem videl. Se gremo skupaj pogledati, kaj so pripravili in kaj bojo poslej prodajali kot Godlerjevo tortico? To je fake. To je fake. Pa veste zakaj? Ker fluorescentno zelene kravate jaz ne nosim. Ja, resno. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal. Imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.